anonimka je prišla v javnost. Kaj vi zdaj porečete na to? Nič več, kot sem rekel na sami tiskovni konferenci. Preprosto nisem pričakoval, preprosto ne moreš verjeti to, kar sem rekel, da bi... To je nekdo, ki nekaj dne tako nekaj reče, to ne moreš verjeti. Sam poudaril bi to. V mojih 29 let delovanja. Nič več, bolj nisem želel, da bi se naredili kot ta centra. In ni stvari, s katero bi bil bolj srečen in zadovoljen kot to. Zato, ker menim, da je to bil izkorak naše cerkve v pravo smer, v nove čase, v novo razumevanje in kaj več stvari. In kriza nas je ustavila in da bi jaz imel toliko denarja, jaz sem vzel, a ne bi dokončal objekta, ki je samo manjkamo recimo 100-150 tisoč, ali bi 800 nekaj dal skoč. To je preprosto človek sam lahko reče katastrofa. Ampak očitno je, da vi imate določene nasprotnike znotraj cerkve, ne? Naša cerkev je obiskana zelo veliko ljudi. Jaz sem bil sam, moram priznati, nisem ozival, nisem niti čutil, da bi bili taki, niti sem jaz razumel, da je moj nasprotnik tisti, ki se ne strinja z mano. Jaz nisem razumel, da bi mi bil nasprotnik, ki drugače vidi, drugače misli, ampak da bi... Zdaj pa vidim, da so nekimi takimi, nekaterimi so bili, to je pravo sovraštvo. To več druge besede ne najde. Pa so se v preteklosti tudi pojavljala kakšna podobna pisma, ste prejemali kakšne klice, tako tudi v času gradnje tega paastoralnega centra? Ne, nismo, ampak so bili na teh blogih, pa se je slišalo govorenje, govorice, to po gostilnah, koliko se bojo okoristili, koliko bodo dal v žep, ampak to je nekaj, ki spremlja take zgodbe. Vsakič, ko se kaj gradi, to so mi sami župniki, ki povedovali, Irojc, ki je gradil na Žalah cerkovi in Brane župniki, ki je gradil v Podotiku, isto to je. Ampak to nekako sodi v to, da mora biti tam tisti, ko vrača denar, verjetno on kaj si zase vzame in kaj si rasti. Vi gradite svojo hišo, ne? So ljudje povezovali ta denar s tem? Veste kaj, ko smo začeli to graditi, ta hiša, ko smo freskali, 12 let smo freskali, sem rekel, ni čas za reševati tega osebnega vprašanja. Potem smo začeli krov in fasado. To smo 4 leta se tam učili, pa smo rekli, ne zdaj, pa za živoga Boga. Bolj pa smo notranjo surejali, 3-4 leta. Bolj pa je prišla fasada. Bolj pa je prišlo, da jaz moram iti v pokoj, da je penzija tle. Jaz imam 60 let, star sem in moram iti v penzijo. Kam naj grem? Mi smo družinski ljudje, mi moramo, mi nimamo. Po naših pravilih ne moreš biti v cerkvenem stanovanju ali v cerkveni stavbi. Ti moraš na svojo oditi, poskrbeti zase. In ponavadi to vsi naši duhovniki, dokler so še mladi, v letih pred 40 reši to vprašanje, zgradijo hišo ali stanovanjski problem. Jaz sem ves čas, sem velik dela, sem bil in sem, dajmo še to, pa še to, pa še to in potem smo prišli do tega, da enkrat moraš. In sem rekel, in nekako pripravljali smo se, ampak kreditom smo šli in tako naprej. Če je greh imeti hišo, potem je sam jedan človek, pa to je, jaz se te hiše odrečem.